Delovna sposobnost konj je tisto, kar iščemo tu pri nas na Dolenjskem in poskušamo dati konju smisel v prostoru. Predvsem se konju smisel doda takrat, ko z njim kaj počnemo. Mislim, da smo sami sebi Slovenci že dokazali znotraj tega slovenskega prostora v Lipici, da takrat, ko ne vemo, kaj bi počeli s konjem, takrat se mu godi slabo. Samo takrat, kadar človek in konj skupaj počneta nekaj, kar je v skupno zadovoljstvo enega in drugega, takrat se smisel pravzaprav pojavi. In danes bomo govorili o nečem povsem novim. To je eventing. Gre za nov način priprave konja in jahača, za nov način premagovanja zapreg, za nov način tekmovanja. O tem bomo govorili. Alpe Adria Eventing Cup je nekaj, kar je povsem novega v smislu druženja s konjem. Gre za to, da v Palmanovi, Maria Rhein, Feldnu, Campo di Bonisi v Italiji, v Dobravi pri Gorenji vasi, v Poljanski dolini, v Tarvizu in bo organiziran na nek način tekmovanje v tem eventingu. Prav Avstrijci so povzeli pobudo, da bi ta način tekmovanja in druženja s konjem pripeljali tudi v Slovenijo in prav zaradi tega smo se udeležili v Dobravi pri Gorenji vasi v Poljanski dolini predstavitve, zakaj pravzaprav gre. Sam sem nekako z zmešanimi mnenji odšel z te predstavitve, pa vendar predvsem za tiste, ki se s konji družite na drugačen način kot samo v nekem določenem tekmovalnem smislu, se lahko začnete družiti s konjem tudi tako, kot si želite. Pravijo, šov mora biti, tako so rekli Avstrijci. Pa vendar gre za predvsem povsem prvine, ki na nek način se samo v cross countryju dejansko razlikujejo od tistega, kar počnemo v smislu športnega jahanja in dresurnega jahanja. Ves čas vam kažem predvsem tiste ovire, ki so na nek način atraktivne in predstavljajo cross country. Na takem dvorišču se pripravijo razni hlodi, združijo se skupaj in gre predvsem za trde ovire. Lahko rečem, da mi je bilo malo strah in ko sem se pogovarjal z nekaterimi tekmovalci, je bilo rečeno, da sami pravzaprav sedaj, ko prvič vidijo ta način predstavitve tega eventinga, niso najbolj navdušeni. Namreč konje se predvsem v dresuri in pa pri skakanju veliko bolj spoštuje, veliko več bi naj bilo tega stika. Pa vendar, ko sem poslušal o sami predstavitvi tega dela s konjem, so rekli, konj mora jahaču zaupati. Samo tako se ne zgodi nič in pravijo, da je teh poškodb zelo, zelo malo, lahko bi rekli, da skoraj da nič. In sicer tekmuje se v kategorijah in sicer se zahteva za določene naloge, recimo za kategorijo 1 pri cross country progi preskakovanju 80 cm visoko, tekmujejo pa lahko tekmovalci z licenco E ali višjo v dresurnem jahanju in licenco A ali višjo v preskakovanju zapreg. V kategoriji 2 lahko nastopajo recimo na progi visoki 90 cm za cross country, tekmujejo pa lahko tekmovalci z licenco A in višjo v dresurnem jahanju in licenco A ali višjo v preskakovanju zapreg. V kategoriji 3, recimo je cross country visok že 100 do 105 cm, tekmujejo pa lahko tekmovalci z licenco A ali višjo v dresurnem jahanju in licenco L ali višjo v preskakovanju zapreg. Pravijo pa, da je minimalna starost tekmovalcev 10 let in pa minimalna starost konj je tudi precizirana in sicer 4 leta. Ko sem se takole sprehajal skozi same ovire, si jih ogledoval, mi na nek način, takoj na začetku, je vse izgledalo trdo, togo, pa vendarno potem kasneje, ko smo se lotili kompletnega dela, bi lahko rekel, da sem bil presenečen. In kar takoj na začetku sem slovensko govorečega Avstrijca, ki je predstavljal to naše delo, poprosil, da mi predstavi dresurno jahanje. Pravijo, da pri eventingu dresurno jahanje nimajo radi, da je pravzaprav
znotraj tega zgolj kot ne bodi ga treba, pa vendarno so rekli, mi se zavedamo, da je dresurno jahanje pravzaprav abeceda vsega jahanja in prav zaradi tega smo se ga lotili kar takoj na začetku. No in poslušajmo nekaj malega o dresurnem jahanju. Naša jahačica tukaj štata zdaj z dresuro, ki je v eventingu malo lažje od specialistov, ki jahajo dresuro. Pokaže malo v kasu in kaže tudi, da je konj bolj spročen, da ni tako napet ali navit. Kot v klasični dresuri imamo pač gotove figure, ki jih jaha, katere jaha. Seveda mora pokazati vse od hoda do kasa, ter tudi galop, ter tiste prehode, menjavo. Seveda je tudi važno, da se malo nasmehne našim sodnikom, da imamo pozitiven vtis. Zdaj vidimo, da je šla iz galopa in da se potem v galopu konj malo raztegne in ga potem spet dobi v kas nazaj. Potem važno zmeraj tudi, to je pri vsaki dresuri imamo kas, da se, kot se reče, štaka trap v nemščini in prehod v hod. Kot vidimo, tudi malo spusti vajeti, da se vidi, da konj ni napet. To je bil zelo lep prehod, spet v kas, zelo sproščen. In s tem tudi vidimo zdaj tist relaksiranega konja. Da je res sproščen. Zaključek, klasično pri X. Pozdrav s sodnikom. Ker smo se na začetku začeli ukvarjati predvsem z dresuro in so zjutraj predstavili tisto, kar pravijo sami najbolj neradi počnejo, bi lahko pokomentiral samo to, da je dresurno jahanje pač na nekem nivoju, ki še vedno pomeni, da konja in jezdeca skupaj vidimo pri elementih, kot so hod, kas, galop, da ti konji, ki so bili na sami predstavitvi, predvsem so jih pripeljali Avstrijci, so raznih tipov od Haflingerja do takih poljahaških konj in skratka niso to neki vrhunski konji, pa vendarno temu primerno potem izvajajo tudi vse naloge znotraj samega dresurnega jahanja. Tako bi bilo prav, da bi se lotevali vseh začetkov. Namreč gre za abecedo, tako kot je recimo atletika abeceda v športu, tako je dresurno jahanje abeceda praktično pri jahanju takrat, ko želimo
karkoli početi s konjem. Gre za to, da hod, kas, galop, stranski hodi, obrati na prvem trupu, potem razni načini pojačenega kasa, pojačenega galopa in tako naprej. Vse to so elementi, ki jih potem potrebujemo pri vseh načinih jahanja. In gre za to, da je simbioza ali pa sožitje konja ali pa ta kineziologija konja in jahača pravzaprav največja in v največji možni meri podana pravzaprav ravno z dresurnim jahanjem. Toliko bi danes povedal o tem dresurnem jahanju. V nadaljevanju pa sem povprašal kar organizatorja same prireditve, kaj se tu dogaja, zakaj se to vse skupaj dogaja pri njih v Poljanski dolini, natančneje v Dobravi pri Gorenji vasi. Danes smo pripravili, bom rekel, eventing način jahanja, kar pomeni dresura, parkour pa cross country, se pravi čez fiksne ovire, preskakovanje čez fiksne ovire. Glejte, v čem je smisel, to je povsem nova disciplina v Sloveniji. Smisel tega eventinga je predstavitev, bom rekel, razširjenje te, bom rekel, izrednega atraktivnega načina jahanja, ki zajema pravi tudi krona tega konjniškega športa, zajema pa dresuro, parkour in pa ta cross country, kot sem že pregovoril. Ja, nekako sem prej poslušal, pa če sem prav slišal, je bilo rečeno, da bi se pripravilo kar nekaj tekem v Italiji, Avstriji, v Sloveniji z namenom druženja, imenovalo pa bi se vse skupaj Alpe Adria Eventing Cup. Zakaj pravzaprav gre? Ideja ne bi bila, da bi imeli 6 tekem, to se pravi 2 v Sloveniji, 2 v Avstriji, 2 v Italiji. Gre pa za populariziranje tega športa, tudi za druženje, bom rekel, te medsosedskih odnosov. Povejte mi, prosim še, kakšen konj je potreben za ta način jahanja? Za eventing so vsi konji primerni, tako da imamo tudi in ponije, in norike, in haflingerje. So pa to bolj športni tipi konji, fajn je, če so kakšna mešanca, taki atleti, da tudi, bom rekel, na teh fiksnih ovirah sam sebe rešuje. Morajo pa zaupati jahaču, ker brez tega tudi konji ne morejo odjahati tega. Se pravi, to je neka simbioza, zaupanje med konjem pa jahačem. Ja, in tako smo potem začeli naprej. Na nek način sem bil prav razočaran, ko sem gledal preskakovanje ovir. Zdelo se mi je vse skupaj nizko, pa so potem le počasi dvigovali višino, ampak vse skupaj tam nekje okoli metra, 1,10 m se je skakalo ta dan. Tako malo bolj, lahko bi rekel, vse skupaj nerodno, pa vendarno, ko sem potem razmišljal iz teh ovir, ki se praktično porušijo, namreč gre za preskakovanje ovir, kjer se ovira poruši in praktično ne poškoduje konja, se potem prehaja na trde ovire in tu mi je na nek način zastajal dih, ko sem najprej razmišljal o tem, nizke ovire so, trde ovire so, potem so preskakovali, kot sem že rekel, te naše ovire, skakalne ovire in kako se bo vse skupaj dogajalo. Šlo je namreč za to, da če smo prej v dresurnem jahanju pripravili konja za prave gibe, se je potem v nadaljevanju to stopnjevalo tudi v preskakovanju ovir. Gre za to, da noben od dresurnih jahačev ne bi preskakoval ovire ali pa le redki so bili, ki so se spopadli z obema načinoma jahanja, pa vendarno konji za dresuro so povsem drugačni kot konji za preskakovanje ovir in tu znotraj seveda ne gre zgubati besed o tem mogoče kdaj drugič. Tu pa se konj mora spopasti z vsemi prvinami, kot smo prej videli, dresurnega jahanja, potem pa gre na preskakovanje ovir. In preskakovanje ovir dosega med nižjimi nalogami od 1 do 3, kot smo že rekli, tam od 80 cm do 1,10 m in to pa so že višine, ki so recimo, kot sem prej rekel, za haflingerja ali pa za kakšnega križanca že izjemno visoke naloge, pa vendarno so jih tako zlahka, bi temu lahko rekel, preskakovali. Predvsem pa so mi bili všeč ti ljudje, namreč gre za to, da so resnično ljubitelji konj, da so resnično ljubitelji šova, da so resnično ljubitelji vsega tistega, čemur lahko rečemo pravo jahanje, cross country, čez deželo, čez drn in strn.
In ko sem jih vprašal, če zdrn in strn je to tako, ne, pravijo, pri nas gre to malo drugače, vse skupaj se pripravi na očeh gledalcem in gledalci, ki opazujejo takšen način tekmovanja, imajo kaj videti. Namreč lahko se v dnevu soočijo z vsemi prvinami jahanja, pa ne samo prvinami, tudi že z pravimi zahtevnimi nalogami, saj takrat, ko se preskoči taka trda ovira, ko smo skupaj tisti, ki se ukvarjamo z drugimi načini jahanja, to opazovali, smo bili predvsem presenečeni nad lahkoto. Sam trener je vedno poudarjal sožitje konja ali kako bi rekel simbioza konja ali sprega konja in jahača mora biti v popolnem zaupanju in takrat se praktično ne more nič zgoditi. No, ko sem opazoval te ovire, sem pravzaprav videl, da ni kakšnih hudih težav, tudi takrat, ko se potem prehaja na te trde ovire. Le, če je bilo v začetku parkour postavljen, je bil predvsem zaradi nas gledalcev in pa zaradi treninga, da so pokazali skakanje, so se prav razživeli ti jahači šele potem, ko so začeli tisto pravo eventing jahanje. Gre za to, da ko so potem s temi konjički se lahko preskakovali te trde ovire, je bilo kaj zavideti in kaj občudovati, saj je tu ne samo hitrost samega jahanja, ampak tudi sposobnost premagovanja določenih ovir, recimo, ko je bilo potrebno skočiti preko ovire skozi kozolc. Krucifiks, sam sem bil trdno prepričan, da bo z glavo jahač udaril v sam kozolc, ko je šel preko vode. Mi imamo recimo na takih naših skakanjih malo plave barve pa vode, tu pa v pravo vodo in preko pravih hribov, preko pravih sodov, preko skoraj da bi lahko rekel vozov in kaj vem kaj, še vse je bilo pripravljenega. Tu vse skupaj je bilo pravzaprav, lahko bi rekel, skoraj da malo junaštvo. Potem kasneje sem začel uživati in si rekel, no ja, to je tisti šov, ki ga bi ljudje veliko rajše gledali kot vse ostale prireditve. In takrat sem se spomnil tudi vseh jahačev, ki so mogoče že prenehali športno jahati ali pa dresurno jahati, ker pravijo, ni zanimivo, ne pritegne gledalcev. S takim eventingom pa zagotovo bomo pritegnili jahače. Pa še nekaj je, in gledalce seveda, gre za to, da je to predhodnica, bi lahko rekli, military jahanja, ki pa skupaj z eventingom pravzaprav je disciplina, ki se potem jaha na olimpijskih igrah in da je tu seveda začetek tistega, kar bi lahko tudi mi počeli. Ne vem, če ravno se bo to hitro dogajalo, teh jahačev namreč v Sloveniji ni še veliko, potrebno pa bo povzeti po Avstrijcih. Oni so se tega lotili v kmečkem okolju, Roža, Podjune, ker je kar nekaj takih jahačev. No in spet poslušajmo tega tekmovalca Kristjana, ki je predstavljal sam način treninga in dela s takimi konji. Njega bomo poslušali, da nam pove, kaj je tisto, kar je bistveno pri tem načinu jahanja. Eventing lahko štartamo vsako pasmo, ker tu štartamo v zelo nizkih kategorijah, je zelo lahko in enostavno zajahati, ampak seveda, če se stopnjujemo v više kategorije, potem so zahtevani pač konji, ki imajo tako rekoče hitre noge. To so konji, ki so hitri, ki stojijo zelo v krvi. Dresura, skakanje parkurja in cross country. To je simbioza nekih tekmovanj, nečesa, kar je bilo vsaj meni nerazumljivo do danes. Zdelo se mi je, da ne gre skupaj, v tipu konja, da to ne gre skupaj, pa vendar gre, kot vidim danes tukaj, to prav lepo. Vse to simbioza smo rekli od dresure, ampak pričakovano tista sproščenost, ne tista napeta dresura, potem naprej k poligonu, preskakovanje ovir, potem pa končujemo na terenu, v eventingu, v naravi. To je poligon, ki je od kilometra do 3 kilometre dolg,
odvisno, katero kategorijo jahamo, in tam so med 15 do čez 30 ovir, pravih ovir, fiksnih ovir, kot jih tle vidimo tle na terenu. Težava je pravzaprav v premagovanju raznih nalog. Dresura nekaj povsem drugačnega kot skakanje in potem še cross country, ker je dana popolna svoboda. Potem so tu razni hribčki, potem je tu voda, potem so tu stabilne ovire, potem so tu je zaprt prostor, recimo kot smo videli pri nas v našem primeru Kozovec. Kaj je tisto, kar je najtežje? Mi vemo, da je pri skakanju recimo najtežja višina, kaj pa? Težavnost ni samo po višini ovir, ampak tudi optično, kako izgledajo, kako so primerljive za preskakovanje. Nekatere ovire vidimo tukaj so črne ali včasih so bleskoče ovire, potem so zelo, naprimer, ovire v vodo not, skok v vodo, iz vode ven, potem se napreduje sestavljene ovire, mi lahko gradimo eventik na terenu tudi zelo tehnično, ali pa tudi seveda naporno tudi celoten seveda zahtevna tudi celotna dolžina, ne, ker tu gre čez kilometer, 2 ali do 3 kilometrov in to je že zahtevano tudi zelo dobra kondicija konja. Povejte, pravi, da se tukaj večkrat poškodujejo ljudje kot pa konji. Tu sploh ne bi rekel, da se večkrat poškoduje. Vsak šport je seveda ima rizike, tudi ta šport, ampak če delamo in treniramo po pameti in potem tudi jahamo po pameti, ni bolj riskanten kot drugi šport. Ja, tekmovanje bi na nek način se organiziralo znotraj evropskega prostora v centralni Evropi, na nek način Italija, Avstrija, sedaj Slovenija. Tudi slišim, da so velika tekmovanja na Madžarskem. Na kakšen način nameravate vse skupaj peljati, da bo Alpe Adria Eventing Cup pravzaprav zagledal luč sveta? Ja, poglejte, mi smo zdaj drugo leto, kaj mi delamo tisti Alpe Adria Cup. Tukaj smo se zaželeli med Koroško, Italijo in zdaj tudi končno prvo leto v Sloveniji. In mi hočemo to počasi stopnjevati, da se družimo in da tu imamo lep, dober šport, ki seveda hočemo tudi v prihodnosti to povezati. Ne? Pa mi povejte, prosim, še, kje je ta šport najbolj razvit v svetu? Seveda, veliko tega jahajo naprimer v Nemčiji, seveda tudi v Angliji, od tam več ali manj pride ta šport. Tu so tle v Evropi najboljše destinacije, ki to jahajo. Kaj bi lahko nekomu, ki jaha sicer, recimo skače ovire, zna tudi kaj dresure, kako na kakšen način bi se lotil tega izobraževanja? Z veseljem bi ga povabili, da pride naprimer tukaj sem k Brodarju, da naredimo tukaj en trening, ali pa tudi k nam gor v Avstrijo, tu je blizu Celovca ali blizu Beljaka, imamo centre in smo na naši spletni strani seveda dosegljivi in se zmenimo, da naredimo skupen trening tega. Torej, lahko bi rekel, da z veseljem vse skupaj obveščam, da bo Slovenija letos prvič sodelovala kot organizator v Alpe Adria Eventing Cupu in da bodo organizirali 25. do 26. avgusta v Dobravi, v Gorenji vasi, v Poljanski dolini. To tekmovanje še dolgo je do takrat. In predvsem je želja vseh teh tekmovalcev, da bi na nek način spravili skupaj to srednjo Evropo in da bi jih povezoval konj v vseh elementih, dresuri, preskakovanju ovir in pa v eventingu. Skratka, to je tisto, kar je atraktivno in kar je zanimivo, predvsem, ker gre za novo zvrst druženja s konjem, ki pa ima bodočnost in prihodnost tudi, kot smo že rekli, še naprej v teh drugih športih, v drugem načinu razmišljanja, pa naj si bo nenazadnje tudi olimpijada. Bog ve, če bomo kdaj do tam prišli. Sam pa bi lahko na koncu povzel besede tekmovalke, ki je dolga leta tekmovala in je rekla, nekako mi tole vse skupaj ne diši. Pa je bila nekoč dresurna jahačica in pa tudi preskakovala je ovire zelo visoke z vrhunskimi konji. Sam pa sem si mislil, zagotovo razumem, saj je
način druženja s konjem v tistem smislu nekaj povsem drugega. Tu pa gre za preproste kmečke konje, kot sem že prej rekel, haflingerje preproste, ali pa za tiste boljše, gre za druženje s konjem na pravi način, saj mora biti zaupanje pri trdih ovirah maksimalno in gre za sprostitev v naravi. Če bi tako rekel, so vsi ti skoki preko vode, preko bregov, preko hribov. Ta parkur je bil praktično za eventing postavljen v zadnjih nekaj dnevih, je na razpolago za treninge. Vsak si bo lahko na nek način vse skupaj privoščil. No ja, gre za novo zvrst druženja s konjem. To je bil naš namen. No in tisti, ki do sedaj niste poznali kakšnega jahanja, ki bi združevalo vse skupaj in se pravzaprav manifestiralo potem tudi v olimpijskem športu, ki eventing pravzaprav je, military natančnejše. Takrat, ko dresura, preskakovanje zapreg in eventing postaneta nekaj, kar je samo po sebi umevnega. No takrat lahko preizkusite sami sebe v dresurnem jahanju, v preskakovanju ovir in v cross countryju.